Napejdi se, pejdi. Tako. Ja, ti si tako požrešen. Ti si pa tako počasen. Počas. Pejdi sem. Ti si pa tak nagvihan. Dober dan. Zajčki mi pomagajo, da jih lahko takole malo kregam. Da se majčkeno sprostim, da jih opominjam, da jih nekako tudi malo spodbudim, pa me razumejo na en svoj način. Poskušam jim povedati, kako naj bi živeli, pa kako naj bi bilo. Obenem pa me tudi zdaj učijo oni, da kdo je človek, zakaj ga moram opominjati, zakaj moram sam nekako sebe spominjati na stvari, ki jih počnem. Pa mi zopet teli zajčki pomagajo, ker so tako različni, da malo pogledam, kdo smo mi ljudje. Lahko bi jih kregal, lahko bi jih samo hvalil, lahko bi jih na en način tudi spodbujal, ampak preprosto učim se, kako človeku povedati, da je res ljubljen, da je res Božji, da je dragocen. In to me prav Bog me sprovocira tukaj. Sprovocira, da rečem, kako si dragocen, kako si čudovit. Da vidim in da me zmoti, če je kaj narobe. Da vidim v stvareh tisto, kar bi res lahko bilo najlepše, kar prinaša življenje. In to, glejte, sam vidim, Bog, ko ga spustim v moje življenje, je tisti, ki mi pokaže ogledalo. Kako pristopiti do človeka, kako pogledati človeka, kako pogledati na stvari, a prinaša to res življenje, a prinašajo res nekaj, kar je lepega, nekaj, kar je dragocenega. In prav postni čas meni posebej je letos zelo dragocen, ker res gledam, poskušam se učiti, kako pristopati do stvari, kako izreči stvari, kako pomagati sobratu, kako pomagati bližnjemu. To, kar je Jezus delal, da bi se res imeli radi med seboj, da bi res se spoštovali. Tako pa nam vsem skupaj želim, bodimo res dar drug drugemu, hranimo drug drugega s tem, kar nam je Bog že dal, bližino, mir, svoje življenje. S tem tudi hranimo drug drugega in lep postni čas nam še naprej vsem skupaj želim in mir in dobro.